Mi smo že zakorakali v novo filmsko leto, zdaj pa je čas, da si pogledamo, katere filme bomo v Cineplex kinih gledali v drugi polovici januarja. 15. januarja nas na sporedu čakajo kar 3 novi filmi. Prvi, ki si ga bomo od tega datuma dalje lahko ogledali v Cineplex kinih, je film 28 let pozneje Kostni tempelj. Film je grozljivka, v kateri bomo ugotovili, da v Kostnem templju nevarnost ne predstavljajo tisti, ki so okuženi, temveč nečlovečnost preživelih. Od 15. januarja dalje pa nas čaka tudi animirani film Mali Alan. V filmu bomo spremljali dečka Alana, ki bo spoznal vesoljko Blažko in ji bo moral pomagati, da se vrne na svoj domač planet, preden bo vse prepozno. Čaka nas tudi drama Najemi družino, v kateri bo navduševal igralec Brendan Fraser. Predstavil se nam bo kot neuspel ameriški igralec, ki se po letih praznine znajde na novi karierni poti, in sicer v japonski agenciji, ki izposoja družinske člane tistim, ki so najbolj osamljeni. Filmski mesec nato nadaljujemo z 22. januarjem, kjer si bomo od tega datuma lahko ogledali 2 filma. Najprej na spored prihaja film Vrnitev v Silent Hill, ki je posnet po izjemno priljubljeni grozljivi videoigri. Popeljal nas bo v neko živo mesto, ki pa ga je sedaj neznana zlonamerna sila popolnoma izpraznila. Ogledali si bomo tudi slovenski celovečerni film, in sicer kriminalno komedijo To je rop, ki je posneta po skoraj resničnih dogodkih, ki nam bo skozi absurd in črni humor razkrila birokracijo zavarovalnice ter nemoč, s katero se vsi še predobro poznamo. Filmski mesec januar pa zaključujemo z 29. januarjem, kjer si bomo od tega datuma dalje lahko ogledali kar 3 filme. Na velika platna pa se vračata tudi najbolj priljubljena Maček Tom in Mišek Jerry, tokrat v novi pustolovščini Skozi čas. Od 29. januarja dalje si bomo lahko ogledali animirani film Tom in Jerry Čudežni kompas. Film Klic v sili pa je psihološka grozljivka, v kateri se bosta predstavila Dylan O'Brien in Rachel McAdams v vlogi 2 sodelavcev, ki se po letalski nesreči znajdeta na zapuščenem otoku, kjer pa bosta morala sprejeti pretekle zamere in sodelovati skupaj, da bi lahko preživela. Še zadnji film, ki ga lahko spremljamo od 29. januarja v Cineplex kinih, pa je film Melania, in sicer dokumentarni film, ki nam bo predstavil življenje Slovenke, ki je postala prva dama Združenih držav Amerike. To so filmi, ki nas čakajo v januarju. Povejte nam, katerega se vi najbolj veselite, mi pa se gledamo ponovno v začetku februarja.